Kot veste, ta teden poteka aprilska seja Državnega zbora. Ta seja je skoraj neopažena v javnosti. Tudi vi ne posvečate kakšne velike pozornosti. Razlog je verjetno v tem, da na tej seji razen enega zakona, to je zakon o draginjskem dodatku za upokojence, ni nobene točke dnevnega reda, ki bi se kakorkoli resneje ukvarjala z gospodarsko krizo. Se pravi, z ključnim problemom, ki ga imamo vsi skupaj, ki ga ima Slovenija in tudi širše okolje. Zdaj to, da praktično cel mesec Državni zbor ne bo obravnaval nič, kar je povezano z reševanjem gospodarske krize, je znak, da je s pristopom k tem reševanju nekaj narobe. Namesto s krizo se danes pravzaprav celotna slovenska javnost ukvarja z vprašanjem, ali je vladajoča koalicija v krizi. To, mislim, da so se s tem strinjali, je drugorazredno vprašanje. Dejstvo je, da Slovenija drsi v vse večjo gospodarsko krizo in da vladna koalicija pravzaprav tega niti dobro ne opazi, ker je preveč zaposlena in tudi zapletena v medsebojne spore in v oblastna razmerja. Zdaj, če potegnemo črto po ta dogajanja v zadnjih dneh, lahko rečemo, da sedanje stanje med vladajočimi ne daje nobenega upanja, da se bo vladna koalicija streznila. Prav tako seveda ne bo razpadla. Mogoče bo nekaj kozmetičnih popravkov oziroma kozmetičnih zamenjav v vladi. Upamo lahko kot volivke in volivci tudi na streznitveni učinek evropskih volitev, vendar mislim, da to upanje ni polno. Zelo bolj verjetno je scenarij, da bo ta vladna koalicija z enako politiko vztrajala vse dokler Slovenija ne bo polno zadolžena, dokler ne bo podvojila svoje zadolženosti iz 23% BDP-ja konec lanskega leta na 50% in dokler ne bomo imeli 150 tisoč brezposelnih, kar bo prihodnje reševanje situacije izjemno otežilo. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke v tem tednu pripravlja nabor ukrepov, predlog ukrepov, tudi predloge nekaterih zakonov za spopad z gospodarsko krizo, ki jih vladna koalicija ni bila sposobna pripraviti. Slovenija lahko, glede na rezerve, ki jih je imela in ki jih v veliki meri še vedno ima, bistveno bolje reagira na izzive gospodarske krize. Slovenija zmore bistveno več, kot pa se kaže danes, seveda pod pogojem, da je bolje vodena in da je pilot v letalu. Te ukrepe bomo predstavili v petek.